Čisto blizu, tu nekje gostoji vedo ljudje, medvedki smo tu in sanje doma. Časi težki so, ljudje prihajajo, pred usodo to gospodarujemo. Veselje, z nami greš naprej in modro, jasno je nebo zdaj pesem. Pojemo svobodno, daj zapoj še ti. Če si upaš sanjati, kar lahko je res, o rekah vseh, čistih kot sneg. Spoznaj nas zdaj, to smo mi. Mali leteči medvedki, varuhi okolja. In spet je tu sezona dvorjenja. Zaljubljeni samčki se podajo na lov za samičkami, ki bi hotele poslušati njihove sladke serenade. Te stvari me spravljajo v pamet. Tišina, povražim ptice. Kmalu bodo samičke valile jajca, zavarovane bodo v gnezdih valile jajca. In ko bodo mladički odrasli, bodo sami redili svoje družine in tako vzdrževali naravno kroženje in zagotovili preživetje svoje vrste. Jajca, vsako leko, v vsakem gnezdu. Ali je mogoče to hrustljava priložnost, na katero tako dolgo čakam, mora biti? Recimo 3 jajca na gnezdo krat 850 gnezd najmanj, to znese. 850 krat 3 je... 2550. Pa vem, 2500, 150, 500, deljeno s 375, 200? Jasno. 6,99. Priznaj, da si poškilil. Ja, 6,99, ampak lahko zaokrožiš na 7. Evo, o čem pa razmišljaš, Lenč? 7? To je 7 jajc na dan. Zadev sem glavni dobitek. Hej, kaj pa proslavljava pravzaprav? Kaj proslavljava, Linč? Samo, fantiček moj dragi, proslavljava dejstvo, da je tukaj prisoten genij. Poiskati moramo hladen prostor za shrambo. Za shrambo? Medvedov? Ne, tepec, butec, jajca, razumeš, da je sezona dvorjenja. To se pravi, da je gozd poln jajc, na tisoče jih je. In to sem računal. Namreč vsota jajc, deljene številom dnevov v letu je natanko, čakaj, da začunaš, 7 jajc dnevno, točno. Ni slabo. Težava je v tem, da 7 jajc ne moreš deliti na 2 enaka dela. Kdo to pravi? 5 zame in 2 zate. Kaj je lahko bolj pravično? Ja, fant, kako si pameten, Lenč? Počakaj malo. Seveda jih ne boš nič dobil, če mi ne boš pomagal ne brati. Ja, seveda, Lenč. Zdi se mi dovolj pravično, čeprav ne vem zakaj. No, ne vem, to ne vem. A si že nazaj? Uščipnila me je. Ja, kaj pa si pričakoval? Poljubček? Uporabiti bom moral svoje zelo zapletene male možgančke. Spomniti se namreč morava načinja, kako priti do teh jajc. Prav. Aha! Imaš kaj, šef? Ja, mislim, da imam. 12, 13, 14, 15. Poberi si, poberi, no. Sedemindvajset, 28 sekund, ni slabo, Sik, ni slabo, naslednji. Čakaj, ustavi konje. Koliko gnezd si rekel, da je? Najmanj 850. 850? Knat 30 sekund za vsako? To je...
25.500 sekund, ali če imaš raje 425 minut ali 7 ur in 5 minut. No, kako želiš, jaz vidim. In ti si predstavljaš, da bom to počel neprestano 7 ur in 5 minut? Dragi moj sik, govorimo o celoletni zalogi hrane. Zdi se mi, da je to vredno mečkenega napora. Kaj praviš, a ne? Premišljeval sem, 7 jajce prav tako ne da razdeliti na 3 enake dele. Pa jih bomo lepo zmešali in jih razdelili kasneje, prav? In nehaj blebetati, butet. Ne maram zmešanih jajc, svoja hočem ocvrta. Veste, kaj imam rad? Omlete, velike, mehke omlete nadevane s sirom. Ampak rabiš najmanj 3 jajca za dobro omleto, kaj ne da? Hej, samo, lahko bi združila najna deleža. Da, zmenjeno. Nekaj da! Eni neverjetnih hitrosti si bomo lahko delili samo to po zrak. Ne štejte jajc, dokler jih ne ukrademo. Tepca! Že v redu, ne bodi užaljen. Kaj je zdaj? Mislim, da sem si pretegnil hrbet zaradi tega plezanja. Nisem navajen. Brez skrbi, takoj ti ga bom skušal nategniti. Šijaco. Hvala, samo. Tvoje noge so čudovite. Preživel bom, ampak s plezanjem je konec. Kako naj se zanesem na take partnerje? Nikoli ne veš, kako bodo naslednji zameštrali stvari, kot bi hodil po jajcih. Juč! In še pritožuje se. Misliš, da nama bodo otroci podobni? Sreči stavim, da je tale fantek. A kako veš? Ne vem, zdi se mi. Roparja gnez! Hitra operacija skrivanja. Torej? Opozorilo, zaradi Bog zapuščeno gnezdo. Previdno, Vse v redu? Šef, mislim, da si padel. Se tako ali tako ne smeš jesti preveč jajc. Nisem se končal. Kaj si rekel, šef? Rekel sem, da nisem se končal, razumeš, tebec? Že dobro. Še ni treba kričati name. Joj, kdo je ugasnil luč? Čelada, ne meni se zanj sik, pod velikanskim pritiskom je. Zelo iznajdljivo, kaj ne? Na nek zahrbten način. Hej, kaj pa je? Ta pravo gnezdo in zelo težko. Zadev sem glavni dobiček, fanta, pokličite goste! Izgini, Linč, preden ti ugraviram vseh 12 verzov Ringa Raja naravnost v tvojo malo špičasto glavo. Kakoli želiš, dragi. Gaga. Ko sonce zaide, zvezde žarijo, ob zvokih uspavanke žabe zaspijo. Moramo že spat? Samo še 5 minut, bravissima, prosim. Ne, nikoli ne boste regljali v operi, če boste premalo spali. Hej, glej, leteči medvedki. Kaj ste po konci, paglavci? Vsak večer je ista pesem Lotus. Zakaj moramo v posteljo prej kot drugi v ribniku? Hej, to je plešoči medved. Hej, ja, prav imaš. Ja, Jazon, hočemo plešočega medveda. Hočemo plešočega medveda. Pleši nam, Jazon. Šef!
No, otroci, predstava je končana, hitro v posteljo in nobenih otročarij. Ko sonce zaide, zvezde žarijo, ob zvokih uspavanke žabe zaspijo. Nekaj se svetlika v Jozijevem drevesu. Dajva, poglejva. Ne približuj se! Jozi, kaj pa je narobe? Pripreči naj izpusti lenč ali pa bom... Kaj boš ti mala podjetna ptičica, a? Jaz bom naredil karkoli hočeš, jaz. Kaj pa govoriš, Joz? Kaj praviš, draga moja? O ja, Joz, popolno prav imaš. Vse bi naredila zate, lenč. Ja, ti si najboljši prijatelj na vsem svetu. No ja, če to verjamete, boste vedeli še kaj drugega. Lahko začnem s svojim načrtom. Ne bo ti uspelo, lenč, zato bodo poskrbeli medvedki. Če si samo besedico o tem medvedom, ti buhtli, te bom tako globoko zakopal v moj solzini sušenski prah, da bo zavednil moje oblasti, a me razumeš? Ja, seveda. Lenč, držal bom svoj kljukasti kljun brez skrbi. Bolje zate. Platon, Jasmina včeraj ni prišla domov. Tudi Joz ne. Ja, brez skrbi, najbrž ju je zajela nevihta in sta prenočila v našem poletnem taboru. Ampak, saj ni bilo nevihte. Pregledala sem gost suh je kot papar. Ja, poslal bom skupino, da jo poišče. Ja, no, današnji dan se je hitro začel. O, živjo, kakšni zgodnji medvedki. Pravisima, si kaj videla mojo sestro Jasmino? Ne, zakaj? Pa mojega brata Josa? Nažalost, ne jazen. No, vseeno, hvala. Počakaj, hej, kaj se dogaja? O, družinski prepir najbrž. Družina moja žabja, konec je udobja. No, vse dan svetlika, pa konci je v svet. Mali leteči medvedki, oče, kdo bi si mislil, kaj? Danes je sodni dan, mati, če pa mislim, da smo jih imeli za prijatelje. Oprostite, ali ste kaj videli? Počakaj, prišel bo človek zver in te odnesel, pa boš videla, kaj se to pravi. Okrutno, pa je srčno in okrutno, kradete nam jajca, slabši ste kot podlasici. Po čem pa govorite? Približuj se mi, ti mala pošast. Plačala mi bosta to. Jozi, si videl Jose in Jasmino? Jozi, kaj je narobe? Kaj nimaš jezika? Kaj pa je, Jozi? Kaj je narobe s teboj? Kakor da bi ga bilo nečesa strah. Je to res, Jozi? Da je česa strah? Jozi in Jasmina izgineta, Jozi se boji bog ve česa. To mi ni prav nič všeč, Val. Res ne? Na pomoč, moja jajca. Nehaj, na pomoč, pomagajte. Nehaj, stran od mojega gnezda, nehaj. Na pomoč, moja jajca. Na pomoč, nehaj. 14 sekund, nov rekord, bravo. Jajca, skrite svoja jajca. Leteči medvedki jih kradejo. Ne morem verjeti svojim očem. To je nemogoče. Pridi,
Samo pazi, da te Lenč ne opazi. Jasmina, kaj pa delata? Nehaj ta, no! Jasmina, poglej me. O, Tina, zdravo. Joj, oprosti, zdaj le nimam časa. Nekaj moram še opraviti za Lenča. Mogoče bi šli kdaj skupaj na kosilo, Kaj za božjo voljo se tukaj dogaja? Ja ne morem si predstavljati, pošastno. In če pomislim, da so za ta neodpustljivi zločin odgovorni leteči medvečki... Moja lastna sestra, plenilka jajc. Jaz nikoli ne bi nikomur storil nič žalega, ne razumem. Jaj, če ima ne preprečimo, da porušita celotno naravno ravnovesje gozda. Kaj to pomeni, Platon? Vsako živo bitje ima v gozdu svojo vlogo in ptice v njem niso samo zato, da žvrgolijo svoje čudovite pesmice. Pomislite, kaj ptice jejo. Nihče drug? No, prav, Branko. Žuželke, hrašče, ogrce in ličinke vseh oblik in velikosti. Ja, torej danes so ptice le malo podobne svojim prednikom, strahovitim pterodaktilom. To so bila mesojeda. Ja, Branko, hvala, dovolj bo. Torej, kaj bi se zgodilo, če bi vse ptice izginjale? Na milijone muh, komarjev, vseh mogočih hroščev in žuželk bi preplavilo gost. V njem ne bi bilo več mogoče živeti. Ojoj, ne, to bi bilo grozno. Hrošči bi pojedli vse sadje. Pogrizli bi vse listje, vso zelenjavo in cvetlice. Ja, in odšle bi čebele in zajci in ostale živali. Na koncu bi tudi mi morali oditi. Jozi, mislim, da veš, zakaj se Jos in Jasmina tako čudno obnašata. Sram naj te bo, ker mi ne zaupaš. Ali poznaš basno v skopi stari vrane, ki ni pomagala prijateljem? Torej, njene prijateljice so bile žolne in brez njene pomoči so le stežka prehodile kačo, ki jim je poskušala ukrasti jajca. Uspelo jim je, toda vrane niso pozabile, trkale so na njeno drevo noč in dan, tako da ves mesec ni zatisnila očesa. Ves mesec mučenje! Se govori. Kaj se je zgodilo Josu in Če Jasmini? hočeš spati, Jozi, pregovori. Vse vam bom povedal. Toda obljubiti mi morate, da me boste branili pred Lenčem in njegovim rdečim praškom. No, včeraj popoldne sem ravno sedel v svoji najljubši krošnji, ko? Kaj to? Neko zdravilo, ki sem ga pred kratkim zmešal, da bi zbudil svišca. Zaspal je v zajči luknji in tako zaprl izhod zajči družini. In svišca ni lahko zbuditi, veste? Pazljivo nameri. Upam, da bo močnejši od Lenčevega praška, ampak zagotovo pa tega ne morem trditi. Srečna, Dija! Dijo, srečno. Nočem biti Lenčev suženj. Če jim ne bo uspelo, sem zaskovikal svoj zadnji uhu! Jasmina. Ustavljate se. Najbrž sta utrujena. Mogoče bi moral dobiti še več letečih medvedkov, da bi se navali. Odlična ideja. Veseli me, da sem se je spomnil. 56 sekund. Danes sta pa tako počasna kot dva upokojena polža, prosim lepo. Kaj nisi zadovoljen z nama, Lenč? Ne, pravzaprav čas zapravljata, ne pohitita. Zelo nama je žal, Lenč, samo tako smo utrujeni. Počasi, pojdite dol z mene, ne poslušajte mali, to je tvoja prijateljica, ti jo drži. Karkoli ukažeš, Lenč. Lenč, medtem ko čakamo, lahko pripravimo... Ne, sem rekel. Končno, zdaj pa nasaj na delo. Že greva.
Že to niso naši stari prijatelji, mali leteči medvedki? Ja, Joti, Jasmina, kaj ne? Veseli me, da vaju spet vidim. Se bom kdaj drugič oglasil. Odlično si igrala, Jasmina. Sjajen si bil, Jos. Zdravo! In kaj lahko danes storimo za vas? Veliko, Linč, veliko. Prav gotovo. Hvala vam, morala bi vedeti, da nas nikoli ne boste izdali. Upam, da boste ti nadležni podlasici dobili, kar zaslužite. Prav zdaj le dobivata, kar sta zaslužila. Nikoli več ne bova ptičkom kradla jajčk. Ne, ker so ptičice najne Ja, prijateljice. seveda, in leteči medvedki prav tako. Ne more verjeti, da sem to rekel jaz. Prav vsako jajce je tam, kamor spada. Končno. No, mogoče ne prav vsako. Kaj misliš s tem, Lenč? Lenč in samo sta se potrudila, tudi veliko jajc si je podobnih. Ko se bodo izvalila, bo nekaj naših pernatih prijateljev predvsej presenečenih. Ne skrbita, ves naraščaj bo kljub temu dobrodošel, prepričan sem. Smešno, sploh nama niso podobni. Daj no prisrčnost in ljubka in to je zame za dosti. Zdi se mi, da se tudi mati ne raba kdaj zmoti. Ko bo Lenč ugotovil, da je samo kamen, bo zelo razočaran. To sploh ni važno. Ko bo prašek nehal delovati, bo ravno prav širil. Ja, prav imaš. Klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Toda dokler še deluje, lahko vsaj uživamo v predstavi. Klik, 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 klik.